Po razglasitvi zmagovalcev je sledilo druženje z našimi gosti, ki so imeli veliko povedati o najboljši trojici. Bi izbrali mogoče kakšne druge zmagovalce? Ja, v eni kategoriji, verjetno, v eni bi, ne povem pa v kateri. Kako so se vam zdeli letošnji zmagovalci? Ja, moram priznati, da so tesno po svojih skupinah zmagovali, kar je dober znak, se pravi, da je konkurenca močna in všeč mi je ta ekološka zadeva, ti tihi avtomobili in moj prihodnji bo sigurno takšen. Eko kategorija je pozitivno presenetila mnoge obiskovalce, med njimi tudi Vilija Resnika. Prav je, da gre v to smer, ker se mi zdi, da bo slej ko prej enkrat zmanjkati tega benzina in potem bo kriza. Kaj bomo naredili? Bomo verjetno šli vsi na kolo ali jaz ne vem, kaj bo narediti. Tako da prav, da gre v to smer. Mogoče celo malo prepočasno za moje pojme, ker bi moral že več narediti. Je pa nekaj res. Verjetno tudi avtomobilska industrija dela na tem, da se porabi ta benzin, potem bojo pa že pokazali nekaj novega. Kako se vam pa zdi, da smo letos zbrali novo kategorijo ekološki? Treba je začeti spravljati tudi od podzavest ljudi to zaveščenost in se mi zdi zelo fino, pohvalno. Če bi vi imeli možnost, da bi zdaj izbirali avtomobil, bi izbrali ekološkega, se odločite v tej smeri? Če bi malenkost boljše se izgledal, no. Jaz upam, da bo izgled dobili bolj seksi izgled ali pa ne vem, privlačen na oko in potem ja, zato ker v vseh ostalih pogledih je avtomobil res bomba. Sicer pa je bil Sani vidno navdušen nad vsemi 15 avtomobili, ki jih je lahko testiral kot član žurnalove žirije. Kako je pa drugače danes testirati avtomobile, 15 avtomobilov zbor? Fenomenalno. Mislim, da po karieri, če se bo najdlo mesto več v vašem uredništvu oziroma da lahko testiram vsak dan, ni problema, me kar pokličite. Ja, jaz imam prvič to izkušnjo, da sem lahko enega za drugim avto vozil, ker potem šele vidiš, kakšne so dejanske razlike. Ker ko se na enega navadiš, potem misliš, da je to. Tukaj pa ko enega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in tako naprej, pa vidiš, kako resnici so si različni. Kako dejansko se en avto čist drugače vozi od drugega. Pravo malo čudo. In čeprav so bili mnogi žirantje pri avtomobilih precej zahtevni, se še vedno najdejo izjeme. Kaj pa vam sicer najpomembnejše pri avtomobilu? Da vžge.